Pozdravljeni. Ob mnogih menjavah šefov ekip med sezonama 2022 in 2023 si bomo danes pogledali, kako lahko sploh nekdo postane šef ekipe Formule 1. V preteklih tednih je bilo kar nekaj rošad na čelu raznih ekip Formule 1. In verjetno se je marsikdo izmed vas tudi začel spraševati, kako pravzaprav izberejo pravega človeka za to izjemno pomembno mesto. Namreč šef ekipe je poleg voznikov tisti najbolj razpoznavni profil, vsaj v očeh tistega povprečnega navdušenca Formule 1. Malo kdo pozna, na primer, inženirje, ki se ukvarjajo s posameznim voznikom, ampak šefa ekipe verjetno pozna vsakdo. A ne gre toliko za razpoznavnost, gre tudi in predvsem za to, da se ima pravega človeka na pravem mestu. Strinjamo se, da biti šef določene ekipe ni toliko neka tehnična funkcija, kot je bolj politična funkcija, kajti glavni odgovorni se mora ukvarjati tudi z raznimi sestanki, kjer so prisotni njegovi kolegi iz nasprotnih ekip. Treba je imeti, na primer, sestanke s FIA, ampak ne smemo pozabiti tudi na novinarje. Šef ekipe je ponavadi glavni strelovod, ko nekaj gre narobe. A poleg tega ima šef ekipe pod seboj tudi ljudi, ki jim zaupa in ki v resnici opravljajo ono tehnično funkcijo. A tu moramo razumeti, kako je ponavadi konstruirana ekipa Formule 1. Imamo tisti del, ki spada pod tehničnega direktorja, in tu se v resnici ekipa ukvarja s samim projektiranjem bolida. Imamo aerodinamike, imamo ljudi, ki se ukvarjajo s šasijo. Pri tistih pravih, totalnih konstruktorjih imamo na primer motoriste, še bi lahko našteval. Na nasprotni strani imamo ekipo, ki sodi pod športnega direktorja. In tu se nahajajo tudi inženirji, ampak imamo ljudi, ki se tu ukvarjajo na primer z nastavitvami, strategijami. In seveda športni direktor mora poznati tudi izjemno dobro pravilnik, ter dobro se mora tudi znajti, ko je treba kakšno pravilo športnega pravilnika FIA rahlo upolniti. In sedaj tudi razumete, zakaj imamo športni pravilnik in na drugi strani tehnični pravilnik. In upam, da sedaj je jasna razlika med obema polovicama ekipe. Namreč treba je razumeti, da tisti glavni odgovorni mora v bistvu združiti vse tisto, kar nastane na tehničnem in na športnem delu vsake ekipe Formule 1. In ko se to združi, seveda uspeh ne more izostati. A kje dobiti tisti pravi profil? Ali na oni polovici, ki se ukvarja s projektiranjem, ali na oni drugi, ki vsakodnevno skrbi za to, da je bolid v bistvu pripravljen in pravzaprav hitrejši. Vkolikor pogledamo neko povprečje, bomo videli, da ponavadi izbor pade na kader, ki se nahaja na tistem delu športnega direktorja. Namreč tu lahko vidimo, da je potrebno biti pravzaprav dober organizator. Če smo pravzaprav iskreni, kar nekaj uspešnih šefov ekip ni inženirjev. Govorim na primer o Totu Wolffu, govorim o Christianu Hornerju, na primer Mauricio Rivabene v skuderiji Ferrari, preden je postal glavni odgovorni, je bil zadolžen za stike z javnostjo strani tobačnega pokrovitelja.
In lep dualizem je bil v svoje čase pri ekipi Williams, kjer smo imeli na eni strani Franka Williamsa in na drugi strani Patricka Heada. Patrick Head je bil oni, ki je skrbel za tehnični vidik, medtem ko Frank Williams je bil šef same ekipe. In to, da nam da že nekako vedeti, zakaj ponavadi tisti pravi projektanti ne pridejo na vrh ekipe Formule 1, kajti njihovo poslanstvo je čisto nekaj drugega. Naprimer, Adrian Newey nikoli ni bil šef ekipe Formule 1, Aldo Costa prav tako ne. Ampak danes se bomo vprašali, zakaj tudi mnogi tehnični direktorji niso prišli na vrh. In tu je lep primer prav pri tovarniški ekipi Mercedes. Naprimer, James Allison, ki je bil predtem tudi pri skuderiji Ferrari, je praktično svojo aktivno kariero v Formuli 1 končal kot tehnični direktor in ne kot šef ekipe. Pa pustimo sedaj za trenutek pri strani, da je v Mercedesu Toto Wolff. A tehnični direktor je oni, ki v bistvu skrbi za neko ravnotežje v samem projektiranju in razvijanju bolida. Namreč treba je dobiti neko srednjo pot med zahtevami onih, ki se ukvarjajo s šasijo in onih, ki projektirajo pogonski sklop. In seveda, treba je tudi opazovati, kaj se dogaja v sosednjih boksih, da se lahko razvoj usmeri v pravo smer. Medtem ko športni direktor je oni, ki skrbi pravzaprav za tisti dnevni potek in dogajanje na sami progi. In prav tu lahko vidimo, zakaj pri McLarenu so izbrali Andrejo Stello za naslednika Zidla in ne na primer Jamesa Kaya. Verjetno James Kay, marsikomu izmed vas je bilo bistveno bolj znano ime, ampak Andrea Stella, ki je bil poleg tega predtem tudi pri skuderiji Ferrari, je bilo tisto pravo ime. Namreč še predtem v skuderiji je bil inženir, ki se je ukvarjal z nastavitvami, torej zmeraj v tistem delu ekipe, ki je na progi delovala. In seveda stopničko po stopničko je prišel do vrha. Ampak sedaj se bo marsikdo izmed vas lahko začel spraševati, zakaj je Mattia Binotto bil imenovan za šefa ekipe. Odgovora nimam. A zanimivo je, da Mattia Binotto po primarni izobrazbi motorist, kar ga je že tako postavilo v rahlo slabši položaj. Ponavadi so oni, ki se ukvarjajo s šasijo, tisti, ki pridejo malce više. Po drugi strani, ko je bil šef ekipe, je praktično zasedal dve mesti. Mesto šefa ekipe in mesto tehničnega direktorja, kar je nekako v nasprotju. Namreč tehnični direktor je izjemno pomembna funkcija in ukolikor bi bila nepotrebna, bi jo enostavno ukinili pri vseh ekipah. Zato lahko vidimo, da menjava, ki se je zgodila pri skuderiji Ferrari, bo lahko prinesla neke bistvene spremembe. Namreč Friedrich Vasseur, naslednik Mattije Binotta, je zmeraj bil šef ekipe, ni se ukvarjal samim projektiranjem bilo katerega dela bolida Formule 1. In zato lahko vidimo tu neko spremembo v sami strategiji. Namreč namesto nekega inženirja so na glavno mesto posadili nekega organizatorja. In prav tu lahko povlečemo neko usporednico z Jeanom Todtom. Namreč Jean Todt nikoli ni skrival dejstva, da ni inženir. On je kariero v motošportu začel kot sovoznik navigator v reliju. In nato je svojo prihodnost gradil kot organizator ekipe relija in nato, ko je prišel dovolj visoko, tudi šef ekipe Peugeot, tako v reliju, kot nato v vztrajnostnih prototipih.
Torej, vidimo, da na čelo ekipe je treba nekako posaditi neko figuro, ki bo znala vse nastopajoče v določeni branži nekako prepričati v sodelovanje in preprečiti notranje konflikte. In šele na to lahko vidimo, da bo ekipa delovala v pravi smeri in tudi dosegala uspehe. Poglejmo, na primer, Red Bull, kjer je Christian Horner glavni in odgovorni. Menim, da nihče izmed nas nikoli ni slišal, da bi bil kakšen spor znotraj Red Bulla. Zmeraj so poskrbeli, da je bil spor zunaj. Pa naj si bodi z dobaviteljem pogonskih sklopov, samo krovno organizacijo ali bilo kom drugim. Ukolikor pride do nekih notranjih trenj, to pomeni samo slabo za ekipo. In tudi zato je treba dati na glavno mesto neko figuro, ki ima spoštovanje, ampak ki tudi razume, kako zadeve delujejo. In tu je treba poudariti tisto svetlo izjemo. Namreč, iz tistega tehničnega dela ekipe je svoje čase prišel Ross Brawn. In dobro vemo, kakšne uspehe je dosegel in po drugi strani kot lastnik ekipe tudi postal dvakratni svetovni prvak, enkrat med vozniki, ter seveda tudi med konstruktorji. A treba se je vprašati, koliko bolidov je pravzaprav zrisal Ross Brawn? Le enega. In to nam pove, da že na začetku svoje kariere ni bil toliko usmerjen v tisto projektiranje, kot v tisti drugi del, ki se je pravzaprav več ali manj ukvarjal s tem, kako bolid na sami progi čim bolje izkoristiti. In Ross Brawn kot tak je seveda pustil svoj pečat v svetu Formule 1, ampak če smo pravzaprav iskreni, je prej izjema kot pravilo. Naprimer, tudi Stefano Domenicali, ki je glavni odgovorni Formule 1, ni inženir, ampak zna organizirati zadeve in ima neko pravo vizijo za sam šport. Torej, razumemo lahko, da na čelo ekipe je pravzaprav že samo po sebi umevno, da ne dajemo ljudi, ki se ukvarjajo s samim projektiranjem, ampak treba je dati ljudi, ki razumejo sistem Formule 1, razumejo delovanje, ampak poleg nekih organizacijskih sposobnosti morajo biti tudi dovolj diplomati. Seveda, po svoje lahko razumemo, da v nekaterih ekipah so zahteve drugačne. Ukolikor pogledamo malce zgodovino Formule 1, bomo kaj hitro razumeli, da tisti genialni projektanti na čelu ekipe Formule 1 nikoli niso bili. Naprimer, Gordon Murray je lahko projektiral ene izmed najboljših bolidov v celotni zgodovini Formule 1, ampak šef ekipe je bil Bernie Ecclestone. Podobno, če vzamemo pri skuderiji Ferrari tisto obdobje, ko je bil njihov tehnični direktor Mauro Forghieri. Nikoli se ni drznil niti za trenutek prevzeti mesta samega Enza Ferrarija. In ukolikor pogledamo pri vseh drugih ekipah, bomo našli podobno situacijo. Zato marsikdaj sem tudi sam začuden, ko na čelo ekipe pride nekdo, ki je predtem projektiral bolide, ampak samo organizacijo, samim delovanjem ve bore malo. In mnogokrat se izkaže, da je tak izbor ali napačen, ali pa vsaj ne dovolj dober. A za danes, za ta hiter pregled, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.